Hojla, Maruša, tukaj je verzija 2, ne. Veš, to je ono, ko greš delati webinar, pa se na webinarju odločaš, da boš delal screen sharing, pa pritisneš vse drugo, samo gumba za screen sharing, ne. Zdaj, sicer dobra stvar na webinarju je to, da imaš ponavadi udeležence, ki ti hitro, če so vsaj dosta fair, hitro skočijo gor, pa začnejo kričati, oziroma tipkati besno ali pa vzhičeno, da ne vidijo ekrana. V liveu pač se tole ni zgodilo. Tako da, govorila sem o tem, da če delaš spletni tečaj in se odločaš, kako postaviti teme, pride zelo prav tehnika brainstormanja, ker si z njo lahko pomagaš, da v bistvu nabrainstormaš ideje za spletni tečaj ali pa recimo za webinar. Oziroma ista varianta pride prav tudi, če delaš praktično kakršnokoli izobraževanje ali pa karkoli drugega. No. Skratka, pokazala sem v tistem tečaju, kako lahko to delaš z listki in rezultati nekako takole, kakor klele na moji sliki na Instagramu. To je recimo primer iz enega brainstormanja, zdaj za moj naslednji spletni tečaj o tem, kako dejansko snemati video treninge. Je pa tale slika v bistvu, recimo, da te listki nastajajo enih par dni, ne, dan za dnem mogoče dodam kaj novega in to včasih malo nepraktično, sploh če delaš, če nimaš stene ali pa če nimaš post-it listkov ali pa kakorkoli, ne. Tako da v tem primeru si lahko pomagaš z digitalnimi listki, ne. Zdaj, jaz bom pokazala dva načina oziroma dvoje listke. Eni so teli listki, ki pridejo, če imaš Windows 10, mogoče so že tudi kakšni prejšnji Windowsi, imaš potem klele pod telimi aplikacijami, najdeš ene take listke. Zdaj, tele sem že odprej pokazala, od prejšnje runde, ki sem snemala, ampak v bistvu je čist ista poanta, pač dodajaš listke, pišeš gor in tako naprej. Kar je prednost pri vseh teh listkih je, lahko se jih da takole, bom klele tega, lahko malo raztegneš ali kakorkoli. Kar je prednost teh listkov je, da jim lahko določaš barve, kar pomeni, da v bistvu namesto, da grupiraš recimo s premikanjem po namizju ali pa s premikanjem po steni, recimo tistih, če imaš to realne listke, jih tukaj lahko v bistvu sam na hitrco rangiraš oziroma grupiraš z barvami. Zdaj, tele listke tako enostavno klikneš v bistvu samo nazaj na aplikacijo, pa se skrijejo, tako da to je spet ena od unih variant, z enim klikom do čistega ekrana, ne, oziroma druga opcija je pa, takole bom pa skrila tale moj Instagram, to se pokaže, če šeraš, če imaš screen share live na Facebooku. Druga opcija so pa sticky notes, aplikacija, ta pa meni bolj všečna, čisto samo zaradi tega, ker je tudi tale Chromova, tako da če si na Chromu, bo to itak prvi zadetek, če si na kakšni Mozilli, pa iš potem Chrome, ne, zdaj pač, če imaš Chrome, če ne pa teh aplikacij je ogromno, no, tako da v bistvu, tukaj kliknem dodaj v Chrome, tako da teh aplikacij je ogromno, sedaj je treba potrditi, da dovolim vse živo. Teh aplikacij, oziroma teh softverov za sticky notes je kar nekaj, tako da praktično lahko kjerkoli izbereš tiste, ki ti mogoče bolj odgovarjajo. Pojavlja se tukaj med telimi Chromovimi aplikacijami, ampak jaz sem bolj navajena, da jih imam tukaj med programi oziroma si povlečem na mizje. Oziroma na, kaj že to, taskbar, kako se je točno, pravilna vrstica. Ja. Potem je pa princip enak, no, v bistvu, se pravim, z vsemi listki je praktično enak, jaz nisem še nobenega, pa bom ta prvega tudi dala, pa tole bom zaprla. Kar mi je pri teh listkih Chromovih všeč je to, da imajo malo bolj tole handwritten pisavo, to se pravi, da zgleda, kakor da so na roko napisani. Če ti ta pisava ne odgovarja, če ti ni všeč, ima tudi nekaj drugih pisav, pa tekst oziroma velikost se da spreminjati, pa nekaj editinga je možnega, imaš lahko te bullet pointe, pa točke oziroma sezname, pa kljukce, pa tako naprej. Princip dela je pa isti, v bistvu edino, kar je mogoče, teli se ne postavljajo glih najlepše, ker je treba vsakič pol na roko premakniti. Tole, ne. Drugače pa ista fora, kot pri unih iz Windowsov, spreminjaš lahko barve, tako da v bistvu grupiranje lahko delaš z barvami. Skriješ pa tudi tele lahko v bistvu z enim klikom, edin mogoče je majčkeno bolj zoprno, ker greš klele, moraš najti v meniju, tale M,
prideš do menija in potem imaš tukaj le eno ikonco, ki kaže Hide Old Notes in, sorry, sem hotela v angleščino preklopiti, in v bistvu klikneš na njo in tako kot prej v kliku do čistega ekrana. Tako da, če nimaš post-it listkov, to se pravi, če jih fizično nimaš, ali pa če fizično nimaš prostora, kamor bi lepil, ali pa da imaš raj, da to imaš na računalniku, da brainstormaš na računalniku, potem v bistvu pridejo ful upoštev pač te digitalni listki, tako da res ni izgovora, da ne brainstormaš. Tako, zdaj pa to je to. Če pa je še kakšno vprašanje, pa lahko kar napišeš v komentar, pa bom odgovorila direktno v komentarju. Tako da, hvala.